Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako prepričati svojo družino, da je zdravo. No, v glavnem, lahko vam razlagam samo to, kako sem jaz to naredila v moji družini, ker, lejte, do leta 2005-2006, se pravi, sem imela tam 35-36 let, smo jedli tako kot vsi. Se pravi, krompir, meso, solata, bele testenine, tako, nič posebnega. Tako kot vsi, enostavno, brez da bi komplicirala v narekovajih. Potem se pa meni zgodilo, da sem zbolela in sicer dobila sem kandidiazo. In kandidiaza pa pomeni, da imaš zakisano telo in da moraš nekaj spremeniti najprej na področju prehrane, čeprav ni samo prehrana, da se razumemo. Zakisanost telesa je vedno zaradi stresa, zaradi čustev, zaradi potlačenih čustev, zaradi pomanjkanja kisika, ampak če ne začneš reševati težave na fizičnem nivoju, ti nič ne pomaga vse ostalo reševati, ker je vzrok tudi v fizični zadevi. Preveč bele moke, preveč kislin, preveč tega, kar ti škodo dela, kar ti povzroča hranjenje slabih bakterij v črevesju. No in takrat sem začela delati spremembe. In te spremembe so bile povezane s tem, da namesto bele moke, polnozrnato moko. Namesto belega kruha, ržen kruh. Namesto, se pravi, glih tako smo jedli, ne vem, je bilo meso, pa krompir, ampak zraven sem dodala še zelenjavo, kuhano zelenjavo. In seveda, ker sem na ta način začela dodajati oziroma spreminjati, sem prišla do zaključka, jemo to, kar kupujemo. Se pravi, če bom jaz kupovala zdrave zadeve, bomo to tudi jedli. Če ni nezdravih zadev v hladilniku, pač ne moreš tega jesti. No in to je bila prva zadeva. Začela sem kupovati zdrave sestavine. Ja, tista zaloga čokolade, ki je bila, sem jo spremenila v bolj zdrave različice z več čokoladnih delcev. Se pravi, ta polnozrnata oziroma čokolada, 70% čokolada. In tako se je v bistvu začelo to moje potovanje. Kako svoji družini dati ali jih prepričati, da začnejo drugače jesti. Zdaj pa poglejte, kaj je najbolj enostavno. Najbolj enostavno je začeti pri kosilu. In sicer, pri kosilu dajte tako. Imate krožnik razdeljen na Mercedesov znak in date 1/3 krožnika krompir. Ni važno kakšnega, ali pa testenine, ni važno katere. Pač nekaj od ogljikovih hidratov, 1/3 krožnika. 1/3 beljakovin. Se pravi, 1/3 krožnika to pomeni, da ne boste delali pohanega piščanca, ampak boste naredili recimo samo pečeno meso, z ogromno česna. Se pravi, majčkeno spremenite, seveda, vse te recepte sem potem dala tudi v to mojo kuhinjo, Minkina kuhinja, da boste lažje razumeli, ker ni treba odkrivati tople vode, ker je že odkrita. In ta 1/3, in to je bila tista moja največja sprememba, je pa bila, da sem tukaj dala kuhano zelenjavo oziroma praženo zelenjavo. In to pomeni, da nisem zdaj silila otroke, moraš jesti brokoli. Ampak, ko je bil recimo tukajle, razmišljam, kuhana ogljikovi hidrati, 1/3 krožnika, ne, to pomeni, so, ne vem, riž, poleg sem skuhala brokoli in ta brokoli, pač te cvetke, tako da niso bile razkuhane. In ta brokoli sem ga dala na poseben krožnik in smo se navadili, da smo začeli jesti brokoli pač kar z roko. Kako ga pripravljam? Seveda, to sem pisala tukaj noter v Minkini kuhinji. Še vedno nekaj izvodov je, še vedno lahko dobite s popustom. Kaj sem naredila? Lejte, naredila sem tako, da ko ga kuham, dam vodo, manjšo količino vode, ogromno soli, približno 1 žlico soli dam noter in tisti slani vodi skuham brokoli. In to nastane užitna zadeva. Ni potrebno potem panirati, pa drobtine čez, pa ne vem kaj še vse, pa skrivati brokoli, ker je sam, ko je slan, božanskega okusa. Potem seveda med to kuhano zelenjavo, pa sem začela recimo ohrovt kuhati. Ampak zdaj ohrovt, spet boste razmislili, kako naj svojo družino prepričam, da jejo ohrovt.
ohrovt, brstični ohrovt skuhate in ga ne poskušate nikamor skriti, ampak ga enostavno date na krožnik in ga vi jeste 1/3. Zdaj pa poglejte, otroci avtomatično vidijo, kar vi jeste, slej ko prej bojo oni tudi jedli. Da ne govorimo o praženih gobah, da ne govorimo o bučkah, recimo pražene bučke, ravno tako 1/3 krožnika, recimo ali pa pražene bučke skupaj z gobami. In to je ful dobra kombinacija. Pa tukaj smo še vedno pri rižu, rižota, lahko je kuhan riž z grahom, 1/3 krožnika beljakovin, 1/3 krožnika ta zelenjava. In boste videli, če boste na ta način začeli, vaša družina ne bo občutila tako drastične spremembe, ampak vseeno bo začela okušati več zelenjave. In seveda zraven solata, zeljnata solata, radič, ni važno katera solata, v neomejenih količinah. Na ta način, to je prva stvar. Druga stvar, kaj sem začela delati. Palačinke sem začela peči iz polnozrnate moke, namesto iz bele. In seveda je bilo pol tako, niso tako dobre, niso tako krhke, ampak, glejte, ko so otroci lačni, pojejo tudi polnozrnate, verjemite mi. Potem naslednja zadeva. Takrat sem še kupovala ržen kruh, nisem več kupovala belega kruha, ampak ržen kruh, ravno tako so pojedli. Mleko sem začela kupovati boljše kvalitete, tudi od kmetov, pač imeli smo dostavljavko mleka na dom in to je bila vrhunska zadeva, dejansko smo imeli domače mleko. Jogurt sem tudi sama začela delati. Pač kup takih zadev sem začela uvajati v svoje gospodinjstvo, zaradi tega, ker pač otroci jejo to, kar je. Da ne govorim zdaj o teh beljakovinskih kruhih, to pa pač ful dober. Tudi zdaj, ko sem prosila, da mi date povratne informacije, največ povratnih informacij dejansko o tem polnozrnat kruh iz ajdove moke z jogurtom, pač to je toliko dober. In ko ti sprobaš te zadeve in ko vidiš, da dejansko jih tvoja družina je, da ni, da tisto reče, spet ena rezana zadeva, boste videli, kako se bo naenkrat tudi psihično počutje izboljšalo v vaši družini, ker na ta način boste poskrbeli, da vaša družina dobi večjo količino B-vitamina, ko imajo pa B-vitamin, so bolj mirni, ne eksplodirajo, jih ne nosi luna, pa ne govorim tako po noči, ampak da ni takega vpliva lune na psihično počutje. Da ne govorim recimo tale skutni namaz z avokadom. Pač to je toliko dobra zadeva in jaz se spomnim, ko sem ga enkrat naredila, imeli smo, en otrok je imel rojstni dan, pa sem pripravila obložene kruhke, pa zraven dala še namaze na mizo, pač te obložene kruhke pa namaze. In se spomnim, dobro, moj oče je bil takrat dosti mlajši, ampak je tako vzel je skodelico in je, kaj si pa ti tle noter dala, kaj je toliko dober. Pač res je dober. To je ena taka zadeva, ki jo lahko pripravite. Da ne govorim recimo o humusu, ki ga mogoče niste navajeni, pa ga, pač to ni naša kultura. In zdaj, če gledamo, da vi naredite humus, pač čist preprost, čičeriko skuhate, potem pa noter date namočene mandlje, pa avokado, jogurt, peteršilj, kumino, olivno olje in zmiksate. Nastane takle namaz, ki je vrhunskega okusa. Če boste to pripravili in če boste neko različico zdravega kruha dali na mizo, verjemite mi, vaša družina bo to jedla. Ali pa recimo, da boste humus dali na mizo kot neko prilogo zraven, ne vem, pri kosilu. Pač probaš, se ni treba, da žlico poješ. Gre se za to, da greste počasi spreminjati navade vaše družine, prehranjevalne navade vaše družine, ker jaz sem opazovala svoje navade, kako kuham, pač tako, kot me je naučila moja mama. In moja mama je kuhala tako, kot jo je naučila njena mama. In seveda, veste, tradicionalna slovenska prehrana vključuje ogromno ogljikovih hidratov, ker slovenski narod je delovni narod. In normalno, da ta tradicionalna kuhna mora vsebovati tako hrano, ki dvigne, ki daje energijo, da so ljudje lahko delali na polju. Medtem ko ta naša moderna prehrana, ki pa vsebuje prečiščene zadeve, to je pa prazna hrana. In vemo, da bolj kot
kupujete take zadeve, slabše se boste počutili. Zdaj mi gre čez možgane ena gospa, ki me je poklicala, ki je kupila tole mojo knjigo, Vinkina kuhinja, pa ona prav. Jaz ne vem, če bom tole znala tako kuhati, rekla, veste, saj po moje to je isto, ker jaz kupam instant pire krompir, pa jaz to pol 2 dni jem. Ljuba duša, to ni hrana. Jaz tega še kokoškam ne bi dala. Instant pire krompir je nekaj, kar ni za jesti. To je čisti škrob z ojačevalci okusa, ki te zasvoji, da potem ješ samo še piškotke. In prva stvar, mogoče tudi nasvet za vas, nehajte kupovati hrano v vrečkah. To ni hrana. Instant pripravljene zadeve, pol pripravljene zadeve, to ni hrana. Hrana je tisto, kar vi iz različnih sestavin zmešate skupaj in nastane pač obrok. In to je hrana za naše telo. In ja vem, ni ga čez lenobo, lenobo. Gre se za to, niti ne toliko lenobo, morebiti nekdo ni, se eni z veseljem kuhamo, so pa ljudje, ki jim ne marajo glih kuhati, in jim to ni všeč in ker jim ni všeč, je bolj enostavno vzeti vrečko. Zdaj tudi poglejmo, če mogoče živite sami, s svojim možem, recimo, ali pa sami, kako zdaj te zdrave navade dati v svoj vsak dan. Prvo zadevo moramo razumeti, izmed vsega moramo razumeti, glikemični indeks živil. In čisto preprosto, preko boste to usvojili, lažje vam bo. Glikemični indeks živil govori o tem, da hrana, ki nam dvigne sladkor v krvi, slej ko prej nam bo padel sladkor v krvi, ker telo pošlje inzulin, hormon, ki počisti tale presežek sladkorja, in ko nam pade sladkor v krvi, dobimo naval lakote. In to vsi vemo. Se pravi, pri vsakem obroku bi se mi mogli vprašati, kaj naj pojem poleg, da meni ostaja sladkor v ravnovesju. Poleg. To ne pomeni, moramo ukiniti hrano. Ampak, kaj pojem poleg? In za primer, kaj ne dam za primer? Najlažje, pica. Pojeste pico. Pica, super hrana, super, ampak ima belo moko noter, ima sicer beljakovine gor, je sir, ima omako gor, paradižnikovo. Ni toliko slaba hrana, da se razumemo, ampak osnova je iz bele moke. In to pomeni, ker je ta osnova iz bele moke, to je bel kruh, vam bo dvignila pica sladkor v nebo, potem, ko pa pade sladkor, boste iskali samo še sladke prigrizke. Če vi želite, da pica vam ne dvigne sladkorja v krvi, pojeste polovico pice plus skledo solate. Zakaj? Ker solata ima pa zelo nizek glikemični indeks in vam lahko tudi povem, pica ima glikemični indeks 60 plus solata 15, to je 75, deljeno z 2 živili, pomeni, da načelo srednjega glikemičnega indeksa nam govori, da vse, kar je pod 35, je v redu, ostaja sladkor v ravnovesju. In to je tam nekje. Če boste pa še čez popili kozarec jogurta, recimo, ali pa zraven pojedli olive na pici, bo še nižji glikemični indeks. Se pravi, več je manj. Če boste pa samo pico pojedli, pa še pivo zraven, pa boste mrtvi. Pojdimo naprej. Naslednja hrana, recimo, kaj je taka? Recimo, kdor ima rad italijansko hrano, testenine, paste, vse tiste zadeve, ki so, zelo dobre. Zelo dobre. Recimo, jaz če gledam sicilijanska hrana, pač to je noro dobre. Ampak, če ješ tako hrano, postaneš tako kot en samoborc. Zato je zelo pomembno, da razumemo, če mi jemo testenine. Zdaj tukaj ne govorim za vse tiste, ki smo občutljivi na gluten, ker jaz dejansko pice ne jem zaradi tega, ker ima gluten noter, ker zatečem. Tukaj zatečem, celo telo mi zateče od glutena in po vsej verjetnosti nisem toliko občutljiva na gluten kot na škropiva. Enostavno moje telo tega noče več v sebi in odreagira. Zato pač ne jem pice, ne jem testenin, ne jem belih testenin, pač nič od tega ne jem, ker meni povzroča težave.
Ampak če vi to jeste, pa vaša družina to je, to ne pomeni, da morate dati vse stran. Ampak imate krožnik testenin, recimo imate testenine. Testenine imajo glikemični indeks in če date neko omako zraven, ne vem, okrog 60 recimo, 60, kakor boste dodali zraven meso, pečeni meski, to imate tudi recept noter, Minkina kuhinja, pečeni meski je 0, plus tega, da dodate recimo še brokoli. Brokoli ima 15, zdaj pa pogledajte, 60 plus 15 je 75, deljeno s 3 živila pomeni, da je to, koliko je to, 27 recimo, srednji glikemični indeks 27, sladkor ostaja v ravnovesju, dobro se počutite, imate energijo, predvsem pa popoldne ne padete dol. Vse tisto, ko se vlečeš ka megla. In potem, ko se prideš, iščeš sladko. Zato je tako pomembno. Zdaj, vsem tukaj v tem videu bom sam to, da vam pokažem. Če bi bila, oziroma ko sem bila jaz kronično utrujena, bi dejansko sem začela uporabljati Provitality Plus, ker ima noter olja, ki odprejo celično membrano, ki pospešijo razstrupljanje, ki povečajo celični pretok in vplivajo na to, da hrana pride do boljšega izkoristka in bi se avtomatično boljš počutila. Druga zadeva, če bi kar naprej me ta krivila želja po sladkem, jaz bi zjutraj začela s fibram, ga bi zjutraj vzela, kozarc vode zraven, v katerega sem dala kis, pa potem verjetno še enega pred kosilom, zaradi tega, da mi sladkor ostaja v ravnovesju. Ampak to bi jaz naredila, veste. Vi tudi s hrano lahko uravnavate ta sladkor v krvi in zato pač pišem knjige. Imate tukaj na začetku noter najprej razložen ta načelo srednjega glikemičnega indeksa. To razlagam preko pršuta, se pravi pršut kruh. Če date bel kruh, glikemični indeks 70. Kakor date na ta bel kruh pršut, pomeni, da pršut je beljakovina, glikemični indeks ima 0, se dejansko razdeli na 2 dela. Ampak če poleg tega dodate še pest oliv oziroma eno skodelico oliv, olive imajo glikemični indeks 15, se še dodatno zniža glikemični indeks na manj kot 30. Se pravi spet, več je manj. Gremo naprej. Imate praznovanje. Torta. Torte so dobre. Kakorkoli obračaš, torte so božanske. Kdo nima rad nekaj tako dobrega. V tem primeru je pomembno, da preden pojeste torto, zaužijete nekaj vlaknin. In to pomeni, lahko je to pest mandljev, lahko je skodelica vloženih oliv s temi mandlji na sredin, lahko vzamete fiber kot prehransko dopolnilo, predvsem vaše telo rabi, preden jeste torto, vlaknine. In na ta način sladkor ostane v ravnovesju in potem lahko brez slabe vesti poješ torto. Juhej, gremo naprej, greste na pogostitev. Na pogostitvi so obloženih kruhki z bela moka od spodnje, bel kruh, tosti. Kaj naredite? Pojeste samo to, kar je na vrh, to dober. Se pravi, pršut, ne vem, kakšna poranja prsa, pojeste tisto olivo, tisto kumarco, namaz, to pojeste, kruh pa pustite. Tadam! Sladkor ostaja v ravnovesju. Zdaj, za uravnavanje sladkorja v krvi je zelo pomembno tudi to, da razumete, da pivo ima glikemični indeks 110, vino sicer nižji, pol nižji glikemični indeks, suho vino najnižji glikemični indeks. Tako da, jaz se držim tega, da res pijem alkohol po kapljicah. Zdaj boste rekli, kapljica, 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 pa Minka pije. Ne, ampak res, rajš ne pijem alkohola, kot da ga pijem. Redko ga pijem, ne vem, en kozarc, če enega takrat ga na mesec popijem, je to veliko. Pač, zakaj sem se tako odločila? Ne, da sem proti alkoholu, ampak je spet moje telo. Moje telo ne odreagira dobro na alkohol. Enostavno ni mu všeč alkohol in ne, da imam mačka, ampak enostavno jaz vedno postanem pol utekla, pač zabuhla. In nekako mi vse to deluje na limfo in moje telo prav ne, spoštujem to. In zdaj, če gledamo, mi ženska dejansko ne bi smele piti alkohola, to je moje osebno mnenje ali pa minimalno,
ker imamo manj mišic kot moški. In prav zaradi tega tudi težje prebavljamo alkohol. In tiste, ki rade nazdravite z vinčkom, ki rade zvečer ob večerji popijete z možem en kozarec vina, jaz ga bi rajš pol ali pa nič. Minimalno. Zato, ker naše telo, enostavno naši hormoni delujejo drugače kot moški, ker imamo manj mišične mase. Menim, da ni dobro, da ženska pije alkohol. Da ne govorim o tem, kaj se pozna, tale del je povezan z jetri, ženske tukaj utečejo, pravice tista alkoholna, pač alkohol na obraz. Zato je tako pomembno, dajte, če le lahko, dajte alkohol popolnoma na stran. In recimo, če jaz grem na neko praznovanje, popijem recimo enega takratga. Ampak to je tudi vse. Nobenega vinčka za pol in ne vem. To ni zdravo, sploh za nas ženske, alkohol ni primerna zadeva. Ne zdaj govorim, da za moške je, da ne ga pijejo, ampak vseeno več mišične mase in lažje predelajo ta alkohol. Tiste, ki imate rade pivo, boste rekli, čak, Minka, zdaj pa pomeni, da nobenega piva več ne smem. Lahko ga, pač lahko, ampak moraš vedeti. Pivo ima 110 glikemični indeks. Prej tvoje telo potrebuje beljakovine, potrebuje vlaknine. Se pravi, preden boš popila tisti kozarec piva in si dala duška in pač so to tudi hormoni dobrega zadovoljstva, poskrbi, da dobiš beljakovine, se pravi, kakšen pršut, vlaknine, olive, potem pa pivo. Pivo je res, to so tekoče žemeljce. In tako preprosto, glejte, se ni toliko težko, ampak moraš vedno pomisliti, bomo šli s prijatelji na pivo, jaz rabim prej jesti. Jaz rabim prej beljakovine in vlaknine in bo sladkor ostal v ravnovesju. Ali pa sej sir, recimo, ker je masten in preprečuje, da se alkohol tako hitro spreminja v krvni sladkor, da gre v kri. No tako, glejte, poskusite narediti drobne spremembe, za začetek začnite pri sebi in dajte na mizo to dobro hrano, ki ste jo še dodatno skuhali za sebe in boste videli, slej ko prej bo vaša družina tako navdušena nad novimi okusi, da bo vsi hoteli jesti, tako kot vi jeste. To se je pri nas zgodilo in sem prepričana, da se bo tudi pri vas. No, takole. Danes, ko dobivam te povratne informacije, ker sem vas prosila, kakšen vpliv sem naredila na vas in če imate še kakšno željo napisati, kakšno pozitivno sporočilo, kako vplivam na vaše življenje, bom vesela vsakega povratnega sporočila. Med vsemi, ki boste oddali svoje sporočilo, bom naredila žrebanje in zdaj pa gremo na pozitivni vpliv. Pozitivni vpliv. In kup kart je padal dol, očitno vam bom te prebrala. Kaj je ta trenutek pomembno za vas? Čiščenje karme se ti dogaja in mogoče te zdaj pošteno, kar rečejo moji otroci, šejka. Če te pošteno šejka, pomeni, da je čas, da se obrneš na angele in mehko bolj začneš zaupati, da te podpira stvarstvo. Ker dvakrat so prišli angeli ven in še čarobna bitja, samorogi, vse tisto, kar mi ne vidimo, te ta trenutek podpira. Zaupaj, da bo vse v redu, povezana si z resnico, občutiš resnico in ne si dopovedovati, da fantaziraš, da si v egu, da se tebi dogaja in tako naprej. Tvoje občutja so ta prava. In uporabljaj mišični test za to, da preveriš globoko v sebi, občutim in rečeš to, kar občutiš in greš naprej ali pa nazaj. Pač mišični test resnice lahko tudi preverjaš, tudi zato, da lažje veš, kaj ti občutiš. In čas je za žensko energijo, za milino, ker to smo mi ženske, mi ženske, ko smo v moški energiji, takrat smo možače. Gre se za to, da smo v tej ženski energiji in bolj kot skrbimo za družino, bolj kot kuhamo, pripravljamo, bolj smo v ljubeči ženski energiji. In v tvojem življenju se dogaja neka sprememba. Je tukaj, je pred vrati, dovolj, da ta nova vibracija ti prenese nove ljudi v tvoje življenje, nove dogodivščine in tudi, pojmo spet nazaj na začetek te zgodbe, vibracija je hrana. Se pravi, nova vibracija hrane, več zdrave hrane na mizo, zato da se ti lažje dviga vibracija.
To je to. Lejte, uživajte, vse dobro vam želim in se vidimo v naslednjem videu. Hvala za vso podporo, hvala za vse pozitivne maile, sporočila, ki jih dobim nazaj. Vesela bom tudi vsakega komentarja od spodaj. Predvsem bi pa želela, da mi napišete karkoli o tem, kako sem mogoče kaj pozitivnega premaknila v vašem življenju. Veliko veselje mi je, da lahko upravljam svoje življenjsko poslanstvo in mi je res, res lepo delati to, kar delam. Tako da uživajte in se vidimo.